Celjski sistem kolesce ima že blizu 10 tisoč uporabnikov. V Spodnji Kostrivnici namenu predali 10 novih najemnih stanovanj. V celjskem gledališču zaključili jubilejno 70. sezono. Okrepljeni Celjani v novi sezoni ciljajo na najvišja mesta. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v dnevno informativni oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. Število registriranih uporabnikov sistema javne izposoje koles kolesce hitro narašča. Če jih je bilo še oktobra lani nekaj manj kot 8 tisoč, jih je danes že 9.200. K zanimanju za izposojo koles zagotovo pripomore tudi izgradnja novih kolesarskih stez, še bolj zanimiva pa bodo, ko bodo do konca poletja odprli 12 novih postaj na območjih, kjer jih danes še ni. Že kmalu po uvedbi javnega sistema izposoje koles je bilo jasno, da se bo trend, ki ga zaznavajo tudi v drugih evropskih mestih, hitro razširil med Celjane in obiskovalce knežjega mesta. V minulem mesecu so tako znova beležili rekorde. Sistem kolesce ima v Celju že okoli 9200 registriranih uporabnikov. V juniju je bilo 6630 najemov, kar je v povprečju 220 na dan. Večina uporabnikov, kar 72%, je najela električna kolesa. Potem, ko interesenti izgubijo strah pred tem, da je takšna izposoja koles težka in ko je v sistem izposoje koles kolesce vključen že kdo od njihovih sorodnikov ali prijateljev, se začne krog uporabnikov nezadržno hitro širiti. Kot kažejo statistični podatki, so med delovnimi dnevi v juniju uporabniki najraje kolesarili okoli 9. in 16. ure, med vikendi pa okoli 13. in 21. Najbolj obiskane postaje so bile na Zelenici, Lava in Ljubljanska cesta. Samo v juniju smo pridobili kar 356 novih uporabnikov, od tega polovico preko mobilne aplikacije Nextbike. Zlasti je sistem kolesce primeren za krajše poti, saj se napram vožnji z avtomobilom izognemo iskanju parkirnega mesta, kolo pa lahko vrnemo v eno od obstoječih postaj za izposojo. V Celju se zavedamo, da je trajnostna mobilnost naša prihodnost, zato občane spodbujamo, da se v službo, v šolo ali v trgovino namesto z avtom odpravijo peš, s kolesom ali s celebusom. Kot smo tudi v naši oddaji že poročali, je tik pred realizacijo 12 novih postaj za izposojo tudi v primestnih krajevnih skupnostih. S pomočjo sredstev Ekosklada bomo kupili 71 novih koles in postavili 12 novih postaj za izposojo. Projekt je ocenjen na okoli 594 tisoč evrov. Od Ekosklada smo pridobili skoraj 300 tisoč evrov nepovratnih spodbud, ostali denar pa smo zagotovili v letošnjem občinskem proračunu. Da je javna izposoja koles v porastu, ne samo v Celju, ampak povsod po Evropi, priča tudi dejstvom, da je treba na kolesa nemškega proizvajalca Nextbike, ki od leta 2004 s svojimi kolesi zdaj pokriva že 28 držav in preko 300 mest, med njimi je tudi Celje, čakati tudi po več mesecev. Občina Rogaška Slatina je v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije v Spodnji Kostrivnici namenu predala večstanovanjski objekt, v katerem je na voljo 10 javnih najemnih stanovanj. Naložba je vredna 952 tisoč evrov, objekt pa so zgradili v skoraj natanko letu dni. Večstanovanjski objekt v Spodnji Kostrivnici so pričeli graditi 13. julija lansko leto. Po letu dni so včeraj objekt z 10 stanovanji na 571 kvadratnih metrih predali svojemu namenu. Naložba je vredna dobrih 950 tisoč evrov. Vrednost celotnega projekta znaša 950 tisoč evrov skupaj z stroški nadzora in pa same gradnje ter projektne dokumentacije. Od tega je 363 tisoč evrov prispeval Stanovanjski sklad, ki je svoja lastniška stanovanja dal v celoti v upravljanje občini. Stanovanja so velikosti od 55 do 58 kvadratnih metrov in z dodelitvijo danes ključev smo v celoti počrpali upravičence po veljavni listi in zato smo že pričeli tudi z novim razpisom in pridobitvijo nove lestvice. Tako da bodo iz tega novega razpisa dobili prvi 4 stanovanja takoj, ko bo postopek zaključen. Ob otvoritvi je slatinski župan Branko Kidrič podelil ključe stanovanj 6 najemnikom. Preostala 4 stanovanja bodo zapolnili po koncu javnega razpisa, ki je že v teku.
V Spodnji Kostrivnici je svoj novi dom našla tudi Zvezdana Janžek. Čudovite občutke, zelo vesele, tako da sanjsko bi lahko rekel. Ko vam je všeč zdaj ta lokacija, zakaj ste se odločili, da prijete sem v Kostrivnico? Čudovita, ker sem že malo ciljala na vse te, ko se je začelo zidati. Zvezdana Janžek se je v svojem življenju že velikokrat selila. 15. selitev, pa upam, da zadnja. Že pred podelitvijo ključev je nova najemnica začela z načrtovanjem opreme v novem stanovanju. Prva stvar, praktično se je že tako začelo, kuhna je naročena, sobe so že tudi nagledane, tako da praktično še ni bil ključ, ampak je že vse bolj kot ne načrtano. Občina Rogaška Slatina in Stanovanjski sklad sta prvi skupen projekt izpeljala že leta 2002. Doslej sta v 4 skupnih projektih zagotovila že 53 javnih najemnih stanovanj. To je že 4. skupni projekt s Stanovanjskim skladom, s katerim že vrsto let dobro sodelujemo, in direktor je sam omenil, da je zelo pomembno, da gremo tudi v občini nekoliko na periferijo z tovrstnimi objekti. Mi želimo z temi stanovanji pripomoči tudi in seveda stanovalci k večjemu številu otrok v podružnični osnovni šoli in še več sinergijskih učinkov si obetamo. Sicer pa je ta projekt pomemben tudi z vidika stanovanj, ki jih je v naši občini vsaj zaenkrat dovolj na razpolago. Namreč prvič se je zgodilo, da imamo na razpolago več stanovanj, kot imamo trenutno najemnikov, zato smo že opravili tudi nov javni razpis, s katerega bomo pridobili še 4 stanovalce, ki bodo upravičeni do neprofitnih stanovanj. Teh 10 stanovanj v lepem objektu, ki je zelo funkcionalen in verjamem, da bo tudi služil dobro namenu novim najemnikom. Smo na nek način stopamo po poti letos predaje 1500 stanovanj po celotni Sloveniji. In mislim, da je Rogaška Slatina res en svetov primer že preko nekih sodelovanja v preteklosti, glede na to, da imamo že kar lepo število skupnih stanovanj. V občini Rogaška Slatina se v prihodnjih letih obeta še kar nekaj novih stanovanj, tudi v sodelovanju s Stanovanjskim skladom. Lahko bi rekel, da je letos leto gradnje stanovanj v naši občini, namreč poleg tega objekta je zasebni partner že pričel z izgradnjo 24 oskrbovanih stanovanj. Tudi tukaj si obetamo sodelovanje z Stanovanjskim skladom do polovice tega lastniških stanovanj. Objekt bi naj bil dokončan do jeseni prihodnjega leta, zaenkrat dobro kaže in mislim, da bomo tudi za to populacijo zagotovili zadostno število primernih stanovanj. In še 2 zasebnika gradita 20 tržnih stanovanj in skozi ta vidik lahko, mislim, da upravičeno rečemo, da bo v prihodnje dovolj stanovanj na razpolago v Rogaški Slatini. Je v pripravi še nov projekt oskrbovanih stanovanj, ki se že izvaja v sami Rogaški Slatini in kjer tudi lahko se občina prijavi na naš razpis za oskrbovana stanovanja in verjetno bomo vstopili tudi kot polovični soinvestitor v ta projekt. Torej skupno število stanovanj v Rogaški se povečuje. Se povečuje tudi v okolici, kot sem že prej povedal, tudi v Podčetrtku 10 stanovanj, ki bo v kratkem bo v razpisu za najem, in pa seveda tudi stanovanja, ki jih v bistvu kreditiramo v Celju, in pa gradnja oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah. To se pravi, kar nekaj se gradi v tej regiji. V občini Rogaška Slatina imajo trenutno 177 javnih najemnih stanovanj in so ena redkih slovenskih občin, kjer je na tem področju ponudba večja od povpraševanja. V gledališču Celje so zaključili jubilejno 70. sezono. V vodstvu gledališča ugotavljajo, da jo zaradi omejitev, povezanih z zajezitvijo virusa COVID-19, niso mogli izpeljati tako, kot so si zamislili. Z mislimi so že pri sezoni 2021-2022, v kateri bodo predstavili kar 2 nova izvirna slovenska teksta. Prvi je komedija Roka Vilčnika Pravi heroji, druga pa drama Gorana Vojnoviča 14 dni. Komedija Pravi heroji je prejela nagrado Žlahtno komedijsko pero na dnevih komedije 2020, drama 14 dni pa je nastala v času karantene. V gledališču Celje niso pozabili niti na najmlajše, saj bodo zanje pripravili Kozlovsko sodbo v Višnji gori slovenskega klasika Josipa Jurčiča.
Ta konec tedna se bo začelo novo nogometno državno prvenstvo. Nogometaši Celja ga bodo odprli z nedeljskim štajerskim derbijem. Celjski prvoligaš je novo moštvo in cilje v prihajajoči sezoni predstavil na dopoldanski novinarski konferenci v celjskem podjetju Cinkarna, ki je eden največjih pokroviteljev kluba. Nogometni klub Celje je pred prihajajočo sezono na zelenici enega njihovih največjih pokroviteljev Cinkarne Celje pripravil predstavitev ciljev ter načrtov za novo sezono. Pot, ki vodi klub na mesto med vodilne nogometne centre v Sloveniji z združevanjem najbolj kakovostnih mladih igralcev iz Slovenije in seveda iz celjske nogometne šole, katera zelo dobro deluje in jo bomo v prihodnje še okrepili. Drugi cilj je pa potem tudi vrnitev gledalcev na štadion, večje povezovanje z našimi bivšimi igralci in pa nazadnje potem tudi posledično rezultati, v katerih je želja biti na vrhu, če ne na samem vrhu, in pa seveda preboj v Evropo. Skupaj z mestno občino Celje in sponzorji bi v Celju radi gradili tudi športno-kulturni turizem. Kot uvod v to so danes razkrili novico, da bo letos na voljo tudi skupna letna vstopnica za kar 3 celjske klube. Nogometni klub Celje, ženski rokometni klub z dežele in ženski košarkarski klub Cinkarna Celje. Cena letne vstopnice bo 120 €, kupci pa bodo za nakup lahko izkoristili tudi bone. Hvala sem pa rekel, da se tudi nekako od regija povezujemo. Tukaj smo danes slišali predstavnika direktorja Rimskih term, nazadnje tudi tukaj Laško. Vse to področje je enkratno. Imamo hotele, imamo zdravilišča in z izgradnjo dodatnih nogometnih igrišč bomo postali tudi zanimivi za to, da bodo v Celje prihajale na priprave oziroma v celjsko regijo ekipe iz tujine. V novi sezoni si v klubu želijo tudi čim več navijačev s tribun. Prvo, da hočem, da bi prišli Celjani na stadion. Rihtam zelo lepo, mlado ekipo, to je najboljša ekipa v celi Sloveniji. Prosim, da pridete na stadion, da boste pogledati, kako mi dobro igramo. I to bude ponos mesta i ponos cijeli Sloveniji. Nogometni klub Celje sezono začenja številnimi mladimi okrepitvami in kot je bilo slišati, v prvenstvu ciljajo najvišje. Pravijo, da je njihova ekipa temelj slovenske mladinske reprezentance. Jasno, da imamo tam 2-3 fanta iz tujine, da tak na neki izkušnje za ukrepitev, ampak imamo sigurno akcent na razvoj imенно slovenskih nogometašev. I da vidim, da ekipa to je temelj mladinske reprezentance Slovenije. Sicer pa so priprave celjskih nogometašev zaključene, prav tako prestopni rok. Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo imeli dobre pogoje za delo. Upravili smo 2-krat skupne priprave, kjer smo lahko tudi bivali skupaj, tako da tukaj je uprava ugodila našim željam. Imeli smo 4 močne preizkušnje, tako da na koncu smo lahko zadovoljni. Vmes seveda so se dogajali prestopi, kar je normalno za to obdobje. Zdaj nekako jaz mislim, da smo s tem zaključili in da se lahko maksimalno skoncentriramo tudi mi v strokovnem vodstvu samo na delo na igrišču. Igralci pa tako ali tako. Trener pravi, da je vzdušje v ekipi dobro, delovna vnema je na visokem nivoju, tako da je v tem trenutku zadovoljen z vsem, kar je bilo narejenega. Kaj pa cilji v novi sezoni? Cilji so biti vsako tekmo boljši od nasprotnika. Se pravi, če si boljši od nasprotnika, prinese to lahko zmago. Potrebno se je skoncentrirati na vsako tekmo maksimalno. V neki daljši oziroma skozi neko daljšo obdobje vizijo je pa seveda potrebno imeti ambicijo in cilje, da smo seveda na najvišjih mestih. V petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 18 do 26 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo v tokratni oddaji vse. Lepo se imejte, se vidimo prihodnjič.